Papež Frančišek je med homilijo pri današnji jutranji sveti maši v kapeli doma svete Marte spregovoril o grehu in pokvarjenosti, svetosti in ponižnosti. Ponižnost, katere ni brez ponižanja, je pot svetosti, je med drugim zatrdil. Kralj David, grešnik pa vendar svetnik, se je zavedal svojega greha. Ponižanje je zato sprejel v duhu zaupanja v Gospoda. Prerok Natan, ki ga je poslal Bog, mu je pomagal razumeti zlo, ki ga je storil. To se je zgodilo tik preden bi David vstopil v pokvarjenost. Pokvarjenec namreč ne bi več doumel prerokovega sporočila. Da se spremeni srce pokvarjenca, je potrebna posebna milost. David, ki je imel plemenito srce, je lahko prepoznal lastno krivdo. Res je, grešil sem. Natan pa mu je povedal, da Gospod odpušča njegov greh, a da bo pokvarjenost, ki jo je zasejal, rasla naprej. Ubil je namreč nedolžnega človeka, da bi prikril prešuštvo. Zato se meč ne bo nikoli oddaljil od njegove hiše. Dio perdona il peccato, Davide si converte, ma le ferite di una corruzione difficilmente. Bog greh odpusti, David se spreobrne, toda rane pokvarjenosti se težko zacelijo. To vidimo na mnogih koncih sveta. David se je moral kasneje res spopasti s sinom Absalomom, ki je bil že pokvarjen in se je začel vojskovati proti očetu. A kralj je zbral vse svoje in se odločil zbežati iz mesta. Skrinjo zaveze pa je pustil tam, saj Boga ni hotel izrabiti za obrambo. Odšel je, da bi rešil svoje ljudstvo. In to, kakor je poudaril papež Frančišek, je pot svetosti, na katero se je kralj David podal potem, ko je za trenutek vstopil v pokvarjenost. Ko je odhajal iz Jeruzalema, je jokal in si zakrival glavo. Bilo pa je nekaj ljudi, ki so šli za njim in ga žalili. Med slednjimi je bil Šimi, ki je Davida imenoval krvoločnež in ga je preklinjal. Kralj je to sprejel, saj je vedel, da ga preklinja, ker mu je tako naročil Gospod.